14. in 15. maj 2021. Več kot 100 kriminalistov in pripadnikov specialne enote je opravilo 23 hišnih preiskav. Cilj operacije Kubo – razbitje slovenske celice kavaškega klana, brutalnega balkanskega narkokartela. Pridržanih je bilo 11 ljudi. Več osumljencev, tudi pomembnih članov klana v Sloveniji, pa so iskali zaman. Že pred policijsko akcijo so namreč pobegnili v tujino. Policisti so na njihovih domovih našli le njihove partnerke in žene. Do nedavnega je bila glavna domneva tožilcev, da je slovenski del narkokartela informacije o hišnih preiskavah dobival od Tanje Tolimir, zapisničarke na specializiranem državnem tožilstvu, ki je morala zaradi očitkov o izdaji tajnih podatkov klanu sesti na zatožno klop. A odvetnik Tolimirjeve je že leta 2022 zatrjeval, da klana ni obveščala ona, ampak da je imel klan krta na policiji. To sta potrdila tudi oba skesanca, nekoč člana kavaškega klana, ki sodelujeta s policijo. Blaž Kadivec, domnevni član klana, ki je pred preiskavami pobegnil v tujino in je bil kasneje aretiran v Španiji, naj bi enega od skesancev pravočasno opozoril in mu predlagal, da naj se pred preiskavami preseli v Bosno ali na Kosovo. Rekel mu je, da ve, ker ima človeka na NPU. O tem, da je imel klan v vrstah elitne preiskovalne enote svojega človeka, se je torej govorilo že pred časom. Da naj bi bil tam preiskovalec ali preiskovalka, ki naj bi prav tako kot člani kriminalnega podzemlja uporabljala torej kriptiran telefon, vendar se do danes ta informacija ni potrdila. Od operacije zoper kavaški klan so minila že 4 leta. Zdelo se je, da policisti ne najdejo sledi do krta v lastnih vrstah. Nato pa pretekli teden. Hišna preiskava pri podpredsedniku SDS Alešu Hojsu. Sumijo me sodelovanja s kavaškim klanom, je povedal. Hojs je vodil notranje ministrstvo prav v času razbijanja slovenske celice klana. Do odredbe za hišno preiskavo pri Alešu Hojsu pa so pripeljali naslednji dokazi in sumi. Nacionalni preiskovalni urad je prestregel kriptirano Skype komunikacijo med preprodajalcema droge. Eden od preprodajalcev je bil sorodnik osebe, ki je od Aleša Hojsa najemala stanovanje. Drugi pa domnevno manj pomemben član kavaškega klana. V začetku marca 2021, tik pred veliko akcijo policije, je sorodnik Hojsovega najemnika, domnevnega člana kavaškega klana, opozoril, da se pripravljajo hišne preiskave. Prav tako je te svoje navedbe potrdil s fotografijo ekrana telefona, na kateri je izsek iz imenika telefona, v katerem je z modro označena telefonska številka Aleš Hojs. Preiskovalci še navajajo, da je sorodnik Hojsovega najemnika članu klana zatrdil, da mu je Aleš Hojs to informacijo predal pred enim dnevom in da je zaradi tega sam že zakopal drogo, ki jo je imel v hrambi. Glede na sklepe preiskovalcev pa bi lahko tajni podatki do klana prišli takole. Neznani policist Nacionalnega preiskovalnega urada z dostopom do tajnih podatkov, ki je poleg Hojsa v kazenski zadevi tudi drugi osumljenec, je z izdajo podatka poskrbel, da je informacija prišla do takratnega notranjega ministra Aleša Hojsa. Nato pa bi morala komunikacija z informacijo preiti še od Hojsa do sorodnika Hojsovega najemnika, domnevno manjšega preprodajalca droge, ki je podatek delil s članom hudodelske združbe Kavaški klan. Vsaj za zdaj pa javnost še ni videla dokaza o tem, da je informacija od policista res prišla do Aleša Hojsa, pa nato od Hojsa do preprodajalca droge. A je možno, da obstajajo dokazi, pa da jih pač ni v odredbi, ali kako to vi komentirate? Ne, ni možno, da bi ostali ti dokazi. Torej, jaz sem to že večkrat javno povedal. Drugič, nikoli nisem od nikogar izvedel za kakršnekoli datume preiskav zoper ta klan, seveda, ker tega nikoli nisem vedel, nikomur tega nisem mogel niti sporočati. Torej, tega enostavno ni. Zdaj obstaja možnost, da, hipotetično govorimo, seveda, da so te komunikacije potekale ustno, da to ni zabeleženo, Ja, poglejte, če pa bomo prišli na to, da bo nekdo rekel, da je nekdo ustno komuniciral in da mu je to nekdo ustno povedal in da je to že
tako veliko, bi rekel, že tako utemeljen sum za hišno preiskavo, potem pa jaz res ne vem, v kakšni državi živimo. A dejstvo ostaja. Sorodnik Hojsovega najemnika je v kritičnem trenutku, tik pred izvedbo tajne policijske operacije, razpolagal s tajno informacijo o hišnih preiskavah. Zdaj, kot prvo bi rekla, da samo to, da pri nekomu najdejo telefonski imenik z številko nekdanjega notranjega ministra, samo po sebi še ne pove prav nič. Meni se tukaj pojavlja zanimivo vprašanje, zakaj je torej sorodnik Hojsovega podnajemnika imel to številko. Kakšni so bili ti odnosi z vašim podnajemnikom? Vi ste govorili tako s tem podnajemnikom, kot s tem sorodnikom tudi? Ja, poglejte, seveda, jaz sem že javno povedal, da jaz dotičnim gospodom, ki je govoril, da naj bi jaz karkoli izdajal, nikoli nisem imel najemne pogodbe, imel sem pa z njegovim sorodnikom. Seveda je med nami obstajala komunikacija, ki pa je bila izključno vezana na to, na predmet najema oziroma na stanje predmeta tega najema. Torej, ko bodo odprli telefon, bodo lahko videli tam, da mi je sporočil, da je potrebno popraviti, ne vem, toplotno črpalko, da ne funkcionira greznica in podobne stvari. Torej, ta sorodnik od vašega podnajemnika je tudi z vami o teh zadevah komuniciral, je tudi živel pri vas? Ne pri meni pa ni živel, torej nihče ni bil tam prijavljen, to je treba tudi dodatno povedati, je pa ta sorodnik oziroma ta, ki je bil moj najemnik, povedal, da bodo z njim občasno živeli tudi njegovi sorodniki. Hojs preiskave na njegovem domu pripisuje približevanju volitev. Njegova obramba izpostavlja, da je NPU komunikacijo, ki bremeni Hojsa, zasegel že konec leta 2021. Hišna preiskava pa se je zgodila šele po 4 letih, 5 mesecev pred volitvami. Za politika, predvsem za nekdanjega notranjega ministra, pa hujše obtožbe, kot je pečanje z mafijsko združbo, ni. Ja, v Sloveniji, vsekakor v samostojni Sloveniji nismo imeli primera obsojenega politika, ki bi bil torej obsojen, da je kakorkoli sodeloval s kakšno kriminalno združbo, kar pa ne pomeni, da se mogoče nekoč v prihodnosti ne bo zgodilo. Tudi zoper aktualnega ministra za notranje zadeve pa je slišati očitke, da je vedel stvari, ki jih ne bi smel vedeti. Po naših razkritjih suma trgovine z ljudmi in tajne policijske preiskave, v kateri naj bi bil osrednji osumljenec tolminski gostinec Aleš Hvala, brat vodje kabineta notranjega ministra in ministrov sošolec, se je postavilo vprašanje, ali je Poklukarjev kabinet vedel za tajno policijsko preiskavo in ali je o tem koga tudi nezakonito obveščal. V začetku aprila letos se je glavni osumljenec Aleš Hvala v času, ko informacije o preiskavi trgovine z ljudmi še niso bile javne in naj bi ga kriminalisti brez njegove vednosti spremljali tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, osebno oglasil na zunanjem ministrstvu in bojda preverjal, kdo ga je prijavil policiji. Med preiskavo je bila na Ministrstvu za notranje zadeve zamenjana vodja službe za boj proti trgovini z ljudmi Tjaša Škreblin, ki je imela dostop do občutljivih informacij v zvezi s preiskavo proti Alešu Hvali. Je šlo zgolj za naključje. Minister in njegova vodja kabineta, sicer sestra Aleša Hvale, trdita, da informacij o preiskavi nista imela vse do prejema naših novinarskih vprašanj letos spomladi. Dobil sem vprašanja oddaje Tarča, v katerih sem bil prvič seznanjen, da je on v policijskem postopku. Minister za notranje zadeve ni obveščen, kdo je v policijskih postopkih. Bili so sestanki v lanskem letu prav na temo Aleša Hvale na Ministrstvu za notranje zadeve, zato niste vedeli? Ne. V začetku julija je na KPK prišla anonimna prijava, iz katere naj bi bilo razvidno, da sta vrh policije in kabinet ministra za policijsko preiskavo vedela že lani spomladi. V prijavi pa še očitki o tem, da je Nataša Hvala Ivančič nad zaposlenimi na MNZ-ju izvajala mobing. Ter od njih zahtevala, da ji poročajo o tem, s kom in o čem se pogovarjajo. Prav tako naj bi preurejala zapisnike kolegijev, sestankov in strokovnih srečanj. Nataša Hvala Ivančič nam je danes poročila, da je za očitke o mobingu izvedela iz medijev in da zaradi mobinga ni prejela še nobene pritožbe. Očitke, da zato zavrača. Več ljudi iz notranjega ministrstva je tudi nam neformalno potrdilo, da so sami za sicer tajno preiskavo o trgovini z belim blagom vedeli že lani.
A še enkrat, minister in njegov kabinet trdijo, da so za vse skupaj izvedeli šele ob naših medijskih razkritjih spomladi letos.